Lepo pozdravljeni. V Kopru se je 19. septembra odvijal 56. mednarodni dan gluhih, ki ga po vsem svetu praznuje več kot 70 milijonov gluhih. Letos je praznovalo tudi Društvo gluhih in naglušnih Koper, ki obeležuje 60. obletnico delovanja. Na praznovanju Mednarodnega dneva gluhih smo se pogovarjali z udeleženci, ki so nam povedali, zakaj praznujejo Mednarodni dan gluhih. Izrazili pa so tudi svoja pričakovanja. Op één. Oh, voor zachtje.
Udeležence smo vprašali, če so srečni, ker so gluhi, in kaj je dobra stran gluhote. Ampak so bili, naša oprema je bila tam zadaj. Aleksandra, vsak mednarodni dan, tudi mednarodni dan izjemnega pomena, predvsem zaradi tega, ker se širšo javnost opozori na mogoče na drugačnost, tudi na drugačnost sporazumevanja, poslušanja in pa slišanja. Bi pa hkrati želela nekako dodati razmišljanje, da je ta meja med gluhoto in naglušnostjo postaja praktično še dalje bolj zabrisana. Mednarodni dan gluhih se v večini primerov povezuje z znakovnim jezikom. Dejstvo pa je, da je čedalje več gluhih tudi Gluhe smo vprašali, kako so zadovoljni z državo in kaj bi država še morala narediti zanje. Lažje
Če najdeš koga takega, ko je on. Zakon, ki bi naj urejal delovanje obeh teh fundacij, vse skupaj je še na ravni medresorske delovne skupine. Mislim, da v roku kakšnega meseca bo javna razprava začela teči o tem zakonu in jaz mislim, da bo ta zakon pripomogel k temu, da se bo ta sistem stabiliziral. Skratka, da ne bo vedno predmet nekih špekulacij, morebiti celo dnevne politike ali pa še kaj drugega. Mednarodni dan gluhih se je zaključil z željo udeležencev po boljšem položaju gluhih v Sloveniji, saj so ob tem dnevu s svojo prisotnostjo javnost opozorili na obstoj oseb z okvaro sluha in na njihovo nevidno invalidnost ter na neenakopravni položaj in na potrebo po lažjem vključevanju teh ljudi v zaposlovanje.